Gospod Stevanović, gospod Sajovic, dober večer obema. Dober večer. Gospod Stevanović, ste zdaj vi opozicijska stranka? Da. Kaj potem pravite na zahtevo gospoda Sajovica, da če ste opozicijska stranka, potem odstopite z mesta predsednika državnega zbora in to dokažete? Mene žalosti že to dejstvo, da nekdo iz druge stranke misli, da lahko odloča, kaj mora storiti druga stranka in celo misli, da lahko javno pove, da tako misli. In to kaže v bistvu predvsem na to staro politiko, ki želi prisiliti nekoga, da nekaj pač naredi in niso navajeni na to novo politiko, ki ne prinaša te predvidljivosti v nekem starem pomenu besede. In zdaj opažam, da starim strankam ali pa stari politiki zdaj ni več jasno, kako je možno, da že 2 meseca, odkar so volitve minile, da ne morejo ponuditi neke vsebine, da se ne morejo ukvarjati z delom za ljudi, ampak da lomijo Zorana Stevanovića in jim ni jasno, zakaj se ne zlomi. Da lomijo poslanko Katjo Kokot in zakaj se ne zlomi. Da poskušajo podkupiti Nedeljka Todorovića, Borisa Mijića in pa Aleksandra Štoreka, pa se jih ne da podkupiti. To je pač nova politika z drugim poslanstvom, ki hoče delati za ljudi. Mene je za predsednika državnega zbora, mene je za predsednika državnega zbora izbrala večina v parlamentu in to nima veze ne s koalicijo, ne z opozicijo in s tem dejstvom se bo pač treba sprijazniti. To je vse. Nam lahko poveste, kdo je želel podkupiti te poslance, ki ste jih našteli? Da, v zadnjem času predvsem se pojavljajo kontakti z našimi poslanci, predvsem iz stranke Svoboda, z raznimi ponudbami. To bomo še vse preiskali, raziskali in eventualna kazniva ravnanja naznanili policiji. Kaj pravite na te očitke? Podkupujete poslance? Poglejte, so stvari, ki smo jih že velikokrat videli in si ne zaslužijo komentarja. Dejstvo je pa zelo preprosto. Zorana Stevanovića kot predsednika parlamenta so na to mesto postavili poslanke in poslanci bodoče koalicije. To je v nasprotju s 35-letno parlamentarno prakso v tej državi, kjer je mesto predsednika državnega zbora vedno pripadalo koaliciji. Spomnite se primera gospod Zorčič 2018, takoj ko je SMC šla v opozicijo, sta poslanca Danijel Krivec in pa Reberšek iz Nove Slovenije zahtevala njegov odstop, 2-krat so glasovali, pa niso uspeli. Torej, funkcija predsednika državnega zbora je koalicijska in praviloma pripada prvi ali drugi največji stranki. Če je pa kdo koga kupil v narekovajih ali pa podkupil, je pa to storil nekdo, ki je nekoga postavil na mesto, na fotelj v državnem zboru, zdaj pa očitno stranki fotelji niso dovolj, pa iščejo zavzeto tudi kavče. Na koga mislite, da je kupil recimo gospoda Stevanovića? Poglejte današnje delo, druga stran, levo spodaj, gospod Janez Janša, bodoči predsednik vlade, je dejal, da pričakuje, da bo resnica glasovala tako, kot se on želi in kot je treba. Časopis Delo ni nekdo, ki lahko govori o tem, kako bo kdo glasoval ali ne. Popolnoma jasno je, s kakšno idejo in komu so v tem momentu podrejeni. Poudarjam še enkrat, predsednik državnega zbora je nekdo, ki je kandidiral za predsednika državnega zbora, ki je podpisal soglasje za kandidaturo in katerega je izvolila večina poslancev. To je vse. Nikjer ne piše, da to mora biti koalicija, nikjer ne piše, da to mora biti opozicija in ljudje so tudi na volitvah povedali, da so prezasičeni z dosedanjo prakso politike preteklosti in da želijo nekaj novega. In mi predstavljamo politiko nečesa novega. Ljudje so naveličani predvsem prelomljenih obljub, resnice, ki je laž postala in pa prevar. Razmerje med pozicijo in opozicijo je za delovanje države ključno. Tako piše v ustavi, v številnih zakonih in tudi v poslovniku. Prav nič ni narobe, če tisti, ki ravnajo pozicijsko, podpirajo mandatarja, podpirajo zakon o ustanovitvi vlade, enako glasujejo, kot glasujejo koalicijske stranke, če je del
pozicije. S tem ni prav nič narobe. Če pa nekdo, ki ravna koalicijsko, laže in se pretvarja, da je opozicija, zato da bo razbit odstotek glasov v parlamentarnih delovnih telesih in bo koalicija povsod imela večino, je pa to v narobe, ker opoziciji onemogoča, da upravlja svojo nadzorstveno in kontrolno vlogo. Poglejte, stvari so zelo preproste. V nogometu imamo dve moštvi v različnih barvah dresov in igrajo na 2 gola. Pri nas v Sloveniji se je pa zdaj pojavilo moštvo, ki ima drese 3. barve, igra malo počez, strelja pa na tisti gol, kjer mu več in bolje ponudijo. Kaj pravite na to in ali vas zanimajo potem ti položaji, Gibanje Svoboda skrbi, da boste potem vi, za vas pravijo pač, da niste opozicija, če boste podprli Janeza Janšo za mandatarja in ne odstopite z mesta predsednika Državnega zbora, da boste vi potem zahtevali ta mesta kot člani opozicije v 2 pomembnih odborih, recimo nadzor javnih financ in varnostnih in obveščevalnih služb. Vas to zdaj zanima? Jaz sem izredno vesel, da se je gospod Sajovic na ta način odprl in potrjuje to dejstvo, ki ga jaz neprestano poudarjam. Medtem, ko se mi borimo za ljudi in medtem, ko mi predlagamo vsebino, ko predlagamo zakone, ko smo od dneva 1 začeli delati na temu, da ljudem pomagamo, da pomagamo študentom, mladim, podjetnikom, da pomagamo upokojencem, se oni že ves ta čas ukvarjajo z nami in z našimi volivci, kar je absurd, ker druge vsebine nimajo. Vesel sem tudi, da se je zgodilo to, da sem danes poslal kot predsednik Državnega zbora predlog razreza teh delovnih teles, ki ga mogoče gospod Sajovic še ni videl, nažalost, ampak ravno v temu razrezu delovnih teles je jasno izražena slika, da stranka Resnica odstopa od vseh mest v KNOVS-u in v Komisiji za nadzor javnih financ in dvodnevne špekulacije, ki poslušam v medijih o tem, kako bo opozicija ali neka konstruktivna opozicija nadzirala ne vem kako oblast, ne držijo. Se pravi, 2 dni že spet lažejo o nas, kako bomo mi nadzirali javne finance, obveščevalno-varnostne službe in to ne drži. In ko bomo jutri na posvetu skupaj sedeli, če še do danes gospod Sajovic tega ni videl, se bo v to prepričal. In njihova hišica iz kart se zruši v sekundi. Je to pravilna odločitev, je zdaj ta vaša bojazen odstranjena? Gospod Stevanovič pravi, poslanci Resnice ne bodo sodelovali v 2 enih najpomembnejših nadzornih odborov parlamentarnih za nadzor vlade. Zadovoljen sem, da je naš glasen in odločen opozicijski apel prišel na prava in odprta ušesa, da se je drugačen predlog, v katerem se je že pisalo, razpredalo in je bil zapisan v osnutku, spremenil, ampak to vse skupaj še nič ne pomeni. Trenutek resnice bo v petek, ko bomo o stvarih odločali in glasovali, predvsem pa v tem, ali bomo za naslednje obdobje v času manjšinske vlade zmogli jasno opredelitev, pogledati volivkam in volivcem v obraz, kdo je v opoziciji, kdo je v poziciji in se temu ustrezno tudi obnašati. Poglejte, če ovca kriči, da je ptič, pa ne zna leteti, to nič ne pomeni. Kaj bo torej resnica? Vi boste podprli Janeza Janšo za mandatarje. Danes sem vas poslušal, pravite, da podpisov ne boste dali oziroma da se vam to sploh ne zdi potrebno. Potem, ko vam je predstavil ta izhodišča, boste vi podprli Janeza Janšo za mandatarja in menite, da boste kljub temu opozicijska stranka? Mi smo neprestano isto govorili. Se pravi, ne gremo v vlado SDS-a, ne gremo v vlado Roberta Goloba. Neprestano smo to govorili in to obljubo izpolnjujemo in jo bomo tudi izpolnjevali nadalje. Vedno smo govorili, da ne želimo biti tisti, ki bomo ustvarjali kakršnokoli politično krizo, ker tega res ne želimo in kakršnekoli predčasne volitve v tem momentu bi pokazale približno enak rezultat. Država je v blokadi in
na vsak način bi se ta agonija samo vlekla. Mi vlado potrebujemo. Ponudili smo možnost Robertu Golobu, ni bil sposoben sestaviti vlade, zdaj ponujemo možnost SDS-u, če jo bo pripravljen sestaviti glede na koalicijska izhodišča, ki so jih zdaj pokazali, se nekako jemajo z našim programom in jaz ne vidim razloga, da poslanci resnice ne bi podprli imenovanje mandatarja, ampak mi v tej vladi pač ne bomo. Zaradi tega, ker smo to obljubili našim volivcem in smo pravzaprav edini v tem momentu, ki držimo v obljubo. Ampak povejte mi, gospod Stevanovič, ne, zdaj, kaj bo z interventnim zakonom? Ne? Recimo Luka Mesec, ki je včeraj sedel tukaj na tem stolu v našem studiu, ne, pravi, da meni, da morajo ljudje odločiti o tem interventnem zakonu, ki ste ga vi recimo vložili in pohvalili, da morajo o tem odločati ljudje, ker ukinja solidarnost. Kaj boste in da pričakuje, glede na to, kar ste vi govorili doslej, ne, v resnici, da je treba dati moč ljudem, da boste ta referendum posvetovalni podprli. Ga boste ali ne? Mi vedno podpiramo neposredno demokracijo, o tem smo že veliko govorili in prav je, da se ljudi vpraša, kaj si mislijo o čem ali ne. Tukaj smo pa mi sami predlagali zakon, za katerega vemo, da je dober in za katerega prava ekonomska stroka govori, da je dober in gre za interventne ukrepe, ki morajo nastopati čim prej. In zaradi tega je logično, da se ne strinjamo z referendumom, glede na to, da bi zavlekali te nujno potrebne interventne ukrepe, da dvignemo plače vsem ljudem, da razbremenimo pokojnine s tem dolgotrajnim prispevkom oziroma prispevkom za dolgotrajno oskrbo, da pomagamo študentom, da pomagamo zdravnikom, predvsem pa, da pomagamo gospodarstvu, da ustvarjamo dobra delovna mesta in da ustavimo odliv sposobnih gospodarstvenikov, ki nam bežijo čez mejo že zadnje 4 leta. In to so res nujni interventni ukrepi, ki morajo biti sprejeti čim prej in ne smemo dovoliti, da se zdaj zgodi, zaradi tega, ker nekatere stranke nimajo svoje vsebine, da samo nasprotujejo pametnim ukrepom. Kaj pravite na to in podpirate posvetovalni referendum? Izvolite. Še enkrat je bilo jasno in glasno slišati, da tisti, ki bi verbalno dali moč ljudem, referendumu nasprotujejo. Poglejte, zakon vpliva na vsakega od nas, na javne finance, na področju pokojninske, zdravstvene blagajne. Danes je zakonodajno-pravna služba napisala 30 strani pripomb, nepravilnosti. Lasje grejo po koncu uglednim slovenskim ekonomistom in želim si, da se zakon v ponedeljek za amandmaji popravi, odpravijo nesmisli. Če ne bo posvetovalnega referenduma, je pa zagotovo moč izvesti tudi naknadni zakonodajni referendum in ljudje imajo o tem pravico in dolžnost povedati svoje. Gospod Sajovic, vi ste poslanca Žana Mahniča prijavili, če tako rečem, zaradi kršitve etičnega kodeksa, zaradi zapisa, v katerem je predsednico države Natašo Pirc Musar označil za komunajzerko. Kaj pričakujete od gospoda Stevanoviča, ki je šef parlamenta v tem primeru? Jaz pričakujem od vseh nas, 90-ih v parlamentu, tudi od svojih poslank in poslancev, da se obnašamo dostojno in odgovorno. Če žalimo, etiketiramo predsednico države ali druge inštitucije, ni napad na posameznika, to je napad na državo. In poslanke in poslanci smo dolžni biti za vzor. Prav je, da se o tem pogovorimo, je to prav, ni prav in postavimo vzgled tudi mladim in vsem tistim, ki danes pišejo po omrežjih, povsod stvari, ki seveda so v nasprotju z etiko, moralo in pa tudi z resnico. Kaj boste storili, gospod Stevanovič, in ali obsojate zdaj? Menite, da je poslanec Mahnič s tem izrazom komunajzerka za predsednico države Natašo Pirc Musar kršil etični kodeks? Obsojam popolnoma vsak napad, obsojam vsako žalitev, obsojam vsako etiketiranje in tukaj me žalosti predvsem še eno dejstvo, to je to, da pripadniki, bi rekel, istega krila v tem momentu so najbolj glasni pri tem, kar je seveda tudi res, da se žali predstavnika najvišjega predstavnika v državi, medtem pa sami sodelujejo in sami spodbujajo zlivanje gnojance od 10. aprila naprej po drugem najvišjem predstavniku države, ki sem v tem momentu jaz.
In v glavnem ta dvojna merila me vedno najbolj stresajo in absolutno jim nasprotujem. Moram v tem momentu varovati dve stvari. Prvo je, da je predsednik državnega zbora neutralen, sploh pri vmešavanju v politične diskurze. Druga stvar je pa proceduralno pravni postopek. In jaz bom storil to, kar moram, to je, da bom predlagal kolegiju, da razpravljamo o temu in kolegij se bo odločil, kakšen ukrep bi lahko mi sprejeli zoper poslanca Žana Mahniča, ob predpostavki, da je pa treba vedeti, da je pa potrebna dvotretjinska večina glasov, da mu ukrep sploh izrečemo. Gospod predsednik, dajva se nehati sprenevedati. Povejte, a se vam zdi etikiranje, da je nekdo komunajzer vam osebno ustrezen, pravilen ali ne. Samo to šteje. Nič izgovarjanje na večino, na kolegi, na dve tretjino. Povejte, meni se zdi to v redu ali pa rečete, je neprimerno, mi je žal, da je do tega prišlo in v bodoče se bomo trudili, da se obnašamo drug do drugega bolj spoštljivo. Gospod Sajovic, v Nemi, ki ste se zdaj na pamet naučil, niste slišal, da sem gospodu Slaku ravno povedal, da obsojam take napade in da je ta etiketa neprimerna, ampak da je nič v primerjavi z etiketam, ki jih jaz od vas doživljam od 10. aprila do danes. Najlepša hvala obema, da ste bili naša gosta. Hvala tudi vam.